Spoštovani, en lep dober dan želim. Danes se bom v podkastu pogovarjala z Matejem Vinkom, predstojnikom Centra za duševno zdravje na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Osebno menim, da je odkrit pogovor o duševnem zdravju v današnjem stresnem, precej drugačnem času, kot je bilo v prejšnjem stoletju, zelo pomemben. Velikokrat slišimo, da danes tudi mladi, ne samo starejši, živijo v stresu, ki vpliva na celostno zdravje in še posebej na duševno zdravje. Čedalje več ljudi čuti izgorelost, depresijo nekateri sicer zdravijo, mnogi pa se sploh ne zavedajo, da potrebujejo pomoč. Duševno zdravje je dinamično in se spreminja skozi čas. Vsi doživljamo vzpone in padce, to je seveda del našega življenja. Pomembno pa je zavedanje, da težave v duševnem zdravju niso znak šibkosti in da stigma na področju duševnega zdravja zgolj omejuje in ovira. En lep dober dan, gospod Matej Vinko, dobrodošli v predsedničinem podkastu. Uvodoma me zanima, kaj kažejo pravzaprav podatki o duševnem zdravju Slovencev in Slovenk. Spoštovana gospa predsednica, hvala za povabilo in priložnost, da se pogovarjamo o tej temi. Bom začel z pozitivno noto v duševnem zdravju Slovencev. Raziskave kažejo, da jih približno polovica doživlja zelo dobro duševno zdravje. Pomeni, da so polni energije, zadovoljni z življenjem, čutijo, da ima njihovo življenje smisel, imajo dobre odnose in se počutijo sprejeti v družbi. Nekje desetina jih se počuti, kot da stagnirajo, da se ne premikajo naprej v življenju. So to bolj mladi ali starejši? Oboje. In potem 40% recimo živi nekje vmes, se pravi so obdobja, ko so polni energije, pozitivnih čustev, pa tudi obdobja, ko se morda jim zdi, da se stvari ne odvijajo tako, kot bi si sami želeli. Nadalje pa lahko rečemo, da približno 15% Slovencev v danem letu doživlja stiske, ki bi jih lahko opisali tudi kot duševne motnje. Se pravi, so te težave tako hude, da bistveno vplivajo na njihovo funkcioniranje, doživljanje življenja, kakovost življenja. In od kje v glavnem izvirajo te stiske? So to posledica pri mladih pritiskov v šolah, v izobraževalnem sistemu, pri starejših nemoč, nepotrebnost, občutek nepotrebnosti v družbi? Kaj so glavni vzroki, da človek zapade v neko depresijo? Vse, kar ste opisali, je prisotno v življenju praktično vsakogar. In na tem mestu je pomembno izpostaviti, da so stiske nek normalen del življenja in jih vsi doživljamo in jih lahko tudi doživljamo kot zelo obremenjujoče, zelo hude, morda tudi, da iz njih ne vidimo poti ven. Pa je praviloma to posledica bolj tega trenutnega občutka stiske, nekdo bližnji morda vidi to situacijo čisto drugače. Zdaj, kateri so glavni razlogi, da imamo vedno pogostejše poročanje ali pa da recimo prebivalci pogosteje poročajo, da doživljajo duševne težave, je v bistvu kar nehvaležno vprašanje. Tukaj je ena taka dobra prispodoba z vrčem vode, ki se prelije. Če v njega voda kaplja po kapljicah, je zelo težko povedati, katera kapljica je povzročila, da je voda šla čez. Tako da je to blizu tega sindroma kuhane žabe, ne? Če jo vržeš v vrelo vodo, bo skočila ven, v mrzli vodi jo kuhaš, ne čuti, kdaj se bo skuhala do konca. Je prispodoba primerna? Tudi ta je pogosto zelo primerna in odraža neko dinamiko razvoja duševnih težav do duševnih motenj. Se je pa treba zavedati, da vse stiske ne vodijo do duševnih motenj. Vsi doživljamo stiske, vsi gremo skozi trenutke v življenju, ki so zelo težki. In nekateri jih zmorejo obvladovati bolje sami, vsi jih obvladujemo bolje ob podpori drugega, marsikdo rabi pa tudi strokovno pomoč. No, zdaj ste povedali eno pomembno stvar, ne? Lažje je premagovati pravzaprav kakršnokoli stisko, še posebej verjetno duševno, če imaš nekoga ob sebi, ki ti prisluhne, ti lahko pomaga. Ampak bom vprašanje zastavila, gospod Vinko, drugače. 10 let se ukvarjate s to problematiko.
kakšni so trendi? Če pogledava 10 let nazaj in danes, a je danes bolj stresno? Manj zagotovo ne, predpostavljam. Tako, manj ne. Ljudje poročajo o več težavah. Poročajo o pogostejšem doživljanju stresa in posebej pri mlajših, torej mladostnikih, pa tudi mladih odraslih, je obvladovanje teh težav manj uspešno ali pa se soočajo z večjimi napori, da te težave obvladujejo. In to se odraža tudi v številkah, ki jih na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje spremljamo. Morda se razširjenost duševnih motenj kot takih ni bistveno spremenila. Opažamo poraste v številu mlajših odraslih z duševno motnjo, ki niso tako zelo veliki. Kar se je pa zelo spremenilo, je pa poročanje o duševnih težavah, ki še ne pomenijo, da ima ta oseba duševno motnjo, ampak s tem nikakor ne zmanjšujemo stiske, ki jo ta oseba doživlja, ko poroča o tej težavi. Pa dajva biti bolj konkretna. Kako pa lahko prepoznamo duševno stisko in potem duševno motnjo? A se to da na nek poljuden način opisati, da bi najini poslušalci in poslušalke vedeli, recimo, kaj se jim dogaja? Laično javnost oziroma splošno prebivalstvo učimo predvsem tako imenovane psihološke prve pomoči. Se pravi, en tak ekvivalent prve pomoči, kjer, če se zgodi nezgoda, lahko vsak nudi pomoč, ki prepreči najhujše, dokler ne pride strokovnjak, ki pa točno ve, kaj je za narediti. Kaj pa je tisto najhujše? V bistvu v obeh primerih je to lahko smrt. Lahko se pogovarjamo o psihološki prvi pomoči tudi za preprečevanje samomora. Sicer pa se pogovarjamo o tem, da se težave osebe, stiske osebe poglabljajo in zaradi tega lahko trpijo medosebni odnosi za ljudi, ki so zaposleni, udejstvovanje v tem poklicnem življenju, družinsko življenje. Vse to ima potem posledice, ki se nekako prenašajo od posameznika, ki živi in ne obvladuje svojih težav, na njegove bližnje. In pri psihološki prvi pomoči, kar povemo poslušalcem, udeležencem teh delavnic, je to, da je pomembno prvo prepoznati. Torej, če opazimo, da recimo oseba več tednov se vede drugače, morda v službi. To lahko prepoznajo le bližnji, Tako, lahko bližnji, lahko tudi sodelavci, tako, seveda. Da je pomembno prvo pristopiti, odpreti ta pogovor. Da se naj ne nudijo pokroviteljski nasveti ali minimalizira težav. Vse bo vse v redu. Tako, se bo vse v redu, ali pa se ti to zmoreš, ali pa skozi to je treba samo, potisniti in tako naprej. Ampak da poslušamo, vprašamo, kaj oseba doživlja. Ta oseba se lahko ne odloči z nami spregovoriti o svojih težavah, pa ji potem lahko svetujemo, da se pa naj vendarle pogovori s kom drugim. Če ocenjujemo, oziroma če vidimo, da so težave prisotne, lahko pa se ta oseba seveda tudi odpre nam. In dejansko Slovenci najpogosteje ali pa smo najbolj nagnjeni, da svoje stiske delimo z intimnim partnerjem. Takoj zatem je potem. A smo Slovenci in Slovenke takšni, da si upamo, da zmoremo toliko poguma, da zaupamo nekomu, povemo, da nam je težko? Smo en tak specifičen narod, imam jaz občutek. Smo specifičen narod, absolutno smo. In prav gotovo ne poiščemo pomoč dovolj hitro. In seveda tudi dolgo časa traja, da se odpremo in spregovorimo o teh težavah. Ampak ravno zaradi vseh aktivnostih ozaveščanja, ki se izvajajo v bistvu že vrsto let in pa zelo intenzivno od pandemije COVID-a naprej tudi. A je bil takrat en tak prelomna točka? Ta COVID nam je vsem dal vsekakor. Če lahko rečem, vetra, predvsem mladim. Tako, med COVID-om smo videli, da v bistvu kako pomemben je po eni strani nek skupni javni odprt prostor. Socialni stik. Tako, in prostor, kjer se lahko gibamo. Po drugi strani smo pa tudi videli na drugi strani, kako pomembno je to, kako vse skupaj doživljamo, kakšna čustva ob tem doživljamo, kakšni so odnosi, se pravi bolj ta neka intimna plat življenja, bolj povezana z duševnim zdravjem. In v tistem obdobju se je zagotovo prepoznavalo več stisk, več se je govorilo o teh stiskah. Tudi precej podpore smo ponudili
splošnemu prebivalstvu, ravno zaradi tega, ker tisto obdobje je bilo resnično zelo stresno. A je mogoče na tem področju dati nek tak splošen nasvet? Zakaj to sprašujem? Predpostavljam namreč, da vsak človek stisko doživlja drugače, ne? Vi strokovnjaki verjetno imate razvit tisti čut, da prepoznate, kako daleč je nekdo že v težavah. Kako pa bližnji lahko prepoznamo? Rekli ste, če se začne drugače obnašati, to je eden od pokazateljev. Verjetno je potrebno biti pozoren še na kaj? Vsekakor. Imamo načine obvladovanja stisk, ki so absolutno neustrezni, neprimerni, na dolgi rok zelo škodljivi. Zatekanje v pitje alkohola, danes, tudi droge, spletno mreže ali internet na splošno, se pravi nek odmik, ki morda kratkotrajno ponudi neko sprostitev, razbremenitev, ampak dolgoročno vsekakor prinese več težav. Ne? Se pravi, taka vedenja. Ja, odmik, takrat, kadar nam je težko, kaj gremo na družbena omrežja in gledamo neumnosti. Ne? Koliko pa ta družbena omrežja pravzaprav so tudi vzrok za težave ljudi? Imate že kakšno analizo, ste kdaj raziskovali recimo vpliv družbenih omrežij na duševno zdravje? Sprašujem namreč zaradi mladih. Ne? Številke so res grozljive in koliko znanost spremlja v Sloveniji to? Vsekakor. Zdaj prav vzročnih povezanosti v Sloveniji raziskovali nismo. So pa raziskave in pa številni drugi viri informacij, dokazi, ki jasno nakazujejo, kako škodljivo je lahko spletno okolje. Ne? In pri spletnem okolju se mi zdi pomembno izpostaviti ta vidik interakcije, ki jo omogoča. Ne? Včasih kdo reče, da širimo moralno paniko, če opozarjamo, kako digitalne tehnologije vplivajo na naše življenje ali pa še posebej življenje mladostnikov. Ne? Da je bilo podobno pri radiju, televizorju in tako naprej. Ampak splet je pa eno okolje, kjer se lahko vsak od nas individualno vključuje, oblikuje odnose z drugimi, spremlja vedenja drugih in jih tudi privzema. In pogosto ta vedenja niso takšna, ki bi jih posnemal v realnem življenju. Zaradi značilnosti spletnega okolja pa se to zgodi. V virtualnem življenju živimo drugačno življenje. Drugačno življenje. Ne? In je torej eno okolje, ki vpliva na marsikaj, na samo podobo in tako naprej, ampak tudi na dejanska vedenja, ki jih potem izvajamo v recimo temu realnem življenju. Ne? In če si predstavljamo, kako bi izgledala varnost v cestnem prometu, če ne bi bilo semaforjev, omejitev hitrosti, prehodov za pešce, tako, ne? In spletno okolje na nek način je takšno, kot da imamo cesto, po kateri se lahko peljemo, kakor hitro želimo in v katerokoli smer želimo. Ne? Zaenkrat, žal v veliko primerih je točno tako. In to okolje predstavlja zelo veliko tveganj. In vse, kar v tem trenutku imamo na voljo, je, da naučimo v bistvu sami sebe v končni fazi, vedno znova in sproti, ker se to področje res hitro razvija. Kako v bistvu nadzorovati ta tveganja? Kje sem jaz zaznala problem, ko sem se še na svoji prejšnji poziciji ukvarjala z družbenimi omrežji, seveda predvsem za vdori v zasebnost. In takrat sem veliko hodila po šolah in sem ugotovila eno stvar, ne? Da mladostniki seveda vedo mnogo več o družbenih omrežjih in internetu kot njihovi starši, ne? In da so starši v tem segmentu popolnoma zgubljeni. Torej, tukaj sem jaz vedno opozarjala, da mora šola v vzgojno-izobraževalnem procesu narediti mnogo več. Zdaj, ali smo že naredili določene korake naprej, ne kaže, da kaj dosti. Namreč ta potreba učiteljev, da bi se izobrazili na področju psihosocialne pomoči otrokom, je izjemno, izjemno velika. Imam občutek, da naredimo premalo. Ampak da vas vprašam takole. V medicini govorimo o preventivi in kurativi. Ne? Zdaj, kaj je najboljša preventiva za to, da ohranimo dobro duševno zdravje? Jaz bi rekel, da se posvečamo tudi pozitivni plati duševnega zdravja. To se mi zdi pomembno izpostaviti, da zares je treba duševno zdravje razumeti kot več kot zgolj odsotnost duševnih motenj ali težav. In to pomeni, da delamo na tem, kako se v bistvu vključujemo v družbo, kako sodelujemo z drugimi. Delamo na tem, kakšne mehanizme, orodja, načine imamo, da obvladujemo stiske, izzive, s katerimi se soočamo tekom življenja. Vse to so veščine, ki jih tudi že v Sloveniji po šolah učimo mladostnike,
ponekod. A so dovzetni, poslušajo? Vsekakor so dovzetni in tudi analize kažejo, da so te delavnice uspešne. Da mladostniki, ki imajo recimo v enem šolskem letu 10 takih delavnic, razvijajo po eni strani boljšo šolsko klimo, se pravi se odnos v celotnem razredu spremeni, po drugi strani pa tudi posamezniki razvijajo veščine, s katerimi potem zelo pogoste izzive odraščanja premagujejo lažje, hitreje, se iz tega nekaj naučijo in potem to prenesejo v odraslo življenje. V nasprotju z tem, da bi jih ti izzivi zaznamovali na negativen način, da bi vplivali na to, kaj počnejo kasneje v življenju na negativen način. Skratka, preventiva je vedno najboljše zdravilo, ne? Vsekakor. Ko se pa nekaj zgodi, ko prideva do zdravljenja, do pomoči, do psihosocialne pomoči, kaj pa je tam najbolj pomembno? Jaz nikoli ne bom pozabila, veste, lahko o tem javno govorim, ker je ta moj nekdanji sodelavec tudi sam o tem javno govoril, namreč Andrej Karoli z radia, mi je enkrat rekel: Nataša, ti ne veš, kako depresija boli. To je taka bolečina, ki jo ni znal niti opisati, ne? Skratka, takrat se je meni prvič utrnilo, ne, kako zelo težko je posamezniku, ki se sooča z duševno stisko. In zdaj, ko pridemo tako daleč, če sem vas prav razumela, najbolj pomembno je, da nismo prepozni, ne, da ne gre predaleč. Zdaj, kako sam pri sebi prepoznaš, verjetno tudi ni lahek proces, ampak ko je že predaleč, kaj je prva stvar, ki jo strokovnjaki naredite s takim posameznikom, ki je v depresiji ali že na polju duševne motnje? V tem primeru je vsekakor na mestu strokovna obravnava, torej obravnava pri kliničnem psihologu, zdravniku, zelo težko ne. Čeprav marsikdo morda tudi skozi obdobja kakšne blažje oblike duševne motnje zmore sam, ne. Vemo, da se številni posamezniki ne obrnejo po strokovno pomoč ali pa se obrnejo, pa se potem odločijo ne sodelovati v zdravljenju obravnavi, ne. Pa vendarle dokazano je, da je najbolj učinkovito in za tistega, ki živi z duševno motnjo, tudi najlažje in najhitreje ukrepati, če poišče strokovno pomoč, ne. In tukaj smo Slovenci praviloma precej pozni. Več kot polovica jih čaka več kot leto, da se sploh odloči poiskati pomoč, ne. A lahko pojasnite mogoče, kakšna pa je razlika priti po pomoč dovolj zgodaj in kaj, če prideš prepozno? Ja, razlika je v bistvu kompleksnosti težave, v tudi kompleksnosti obravnave, ki je potrebna, ali pa trajanju obravnave, ki je potrebna. In tukaj je v bistvu se sploh ob dostopnosti sistema, ki je v Sloveniji... Pri kakšnih čakalnih vrstah? Tako, ne. In tudi drugod po Evropi ta ni takšna, kot bi si želeli, ne. Marsikdo čaka več mesecev, da pride do prve obravnave pri visoko specializiranemu strokovnjaku, ne. In pri tem bi izpostavil res pomembno dodano vrednost vseh ostalih služb, ki lahko ponudijo podporo posamezniku v stiski. Namreč pogosto imamo različne nevladne organizacije, ki se ukvarjajo specifično s področjem duševnega zdravja, recimo Psihološka svetovalnica Posvet je ena taka organizacija. In tam so strokovnjaki. Tam delajo strokovnjaki, ki nudijo psihološko obravnavo posameznikov v stiski in ni del zdravstvenega sistema, je torej nekoliko bolj fleksibilno. Praviloma pri mladih je to zelo dobro sprejeto, pri njih so namreč pomisleki o tem, kaj se zna zgoditi, če stopijo v stik z zdravstvenim sistemom, izrazijo duševno stisko in se morda zabeleži diagnoza, kaj to pomeni za njih v prihodnje, ne. Za njih je recimo taka oblika pomoči zelo dobrodošla in dobro sprejeta. Po drugi strani pa imamo tudi druge nevladne organizacije, ki se morda ne ukvarjajo specifično z nudenjem psihološkega svetovanja ali psihosocialne podpore, pa kljub temu pomembno vplivajo na to, kako posameznik zmore živeti z neko težavo in jo tudi premagovati. Govorim o prostovoljstvu, recimo. V Sloveniji imamo zelo dolgo mrežo in dolgo tradicijo tudi sodelovanja prostovoljcev,
v zdravstvenih obravnavah. Ne? Torej, nek mladostnik, ki čaka na obravnavo pri kliničnem psihologu ali psihiatru, lahko v tem času čakanja skupaj s prostovoljcem izvaja marsikaj, kar mu daje ali mu pa vrne občutek zmožnosti upravljanja določenih stvari, za katere prej morda sam ni zmogel ali pa ni bil prepričan, da jih zmore. Ne? Torej, vsi ti koraki vmes med recimo najožjo družino in tako bolj laično, domačo, družinsko pomočjo in pa najvišje specializiranimi strokovnjaki so zelo pomembni. In pomembno je, da jih izkoristimo, ker zgolj iti iz zaznane težave in potem obravnave pri najbolj usposobljenem strokovnjaku preteče veliko časa. In v tem času je posameznik sam z zavedanjem, da ga čaka obravnava pri strokovnjaku. Preveč? Vsekakor. Kako pa se spopadamo v Sloveniji s čakalnimi vrstami na področju duševnega zdravja? Imamo kakšne strategije, analize sploh? Imamo nacionalni program duševnega zdravja, ki predvideva in je v veliki meri to že tudi izpolnil vzpostavitev centrov za duševno zdravje, tako za otroke in mladostnike kot za odrasle. To je razvejana mreža centrov z multidisciplinarnimi timi, ki delujejo na primarni ravni zdravstvenega varstva. Zato rabimo napotnico? Ne, ni nujna. Je pa res, da se tudi uporablja in da tudi v teh centrih seveda beležimo čakalne vrste in relativno dolge čakalne dobe. Ne? Kar pa se seveda potem je treba upoštevati, da se obravnave in pa hitrost obravnave razlikujejo od potreb. Ne? Nekdo, ki ima visoko izražene potrebe, bo tudi obravnavo dobil hitreje. Ampak vendarle, če vemo, da čaka veliko ljudi tudi na redno obravnavo zelo dolgo časa, že samo čakanje, brez kakršnega koli stika ali podpore, lahko deluje negativno. Lahko poglobi stisko, ki se morda brez tega čakanja in zavedanja, da ga čaka obravnava, lahko razreši. Ne? V tem obdobju, ko pa se čaka obravnava, se pa lahko tudi poglobi. Ne morem, da ne bi vprašala, ne? Ampak zdaj je kar vroča razprava med tem, koliko lahko psihoterapevti vskočijo v redni zdravstveni sistem. Stroka se je kar postavila na okope, da se ji ni prisluhnilo. Jaz sem z mnogimi govorila in moram reči, da so argumenti tehtni. Ampak vseeno, daj vam midva povedati, ne? Kaj je razlika, če greš ti res k strokovnjaku, ki je 4 ali 5 let študiral, ali k nekomu, ki je opravil tečaj 100-200 ur. Sej ne bova jih dajala v nič, verjetno lahko tudi pomagajo, nekaj znanja verjetno imajo, ampak zagotovo pa, ne bom rekla nič heretičnega, ne toliko kot klinični psihologi in psihiatri. Drži? Vsekakor. Mislim, specifično klinični psihologi in pa psihiatri imajo neprimerno obsežnejše znanje o psihopatologiji, o procesih, ki se tudi na ravni nevrobiologije odvijajo v naših možganih in vse to lahko prispeva k neki bolj celoviti, celostni obravnavi posameznika. Vsekakor nekdo, ki opravi nekaj 10 ali 100 ur tečaja iz neke vrste psihoterapevtske obravnave, ne bo mogel zagotavljati enakovredne kakovostne obravnave kot nekdo, ki ima za sabo več let študija in dela, tudi praktičnih izkušenj, ki so zelo pomembne za delo v zdravstvu. Tako da tukaj zagotovo ne moremo postaviti enačaja. Je pa res, da je v končni fazi potrebno zagotoviti storitev psihoterapije, ki bo dostopna in varna in kakovostna. Skratka, regulacija da, ne pa znotraj zdravstvenega sistema kot takega. Ne. Tu se mi, ja. Ampak pustiva, zdaj to je politično kar razvpita tema. Moram vas vprašati o samomorih med mladimi. Ne. Vsakič, ko to preberemo v dnevnem časopisju, ja, mislim, da ni človeka, ki ga to ne bi prizadelo, ko se mlad človek poslovi od sveta. Kaj je posledica teh stisk, da gre specifično na mladostnike? Kaj človeka pripelje do tega, da si na koncu vzame življenje? Kje so tu tisti znaki, ki jih svojci, sodelavci lahko prepoznajo? Kaj pripelje človeka do te točke
včasih nikoli ne bomo znali v določenih primerih. Ne. In različne okoliščine so, ki pripeljejo človeka, da naredi samomor. Lahko prepoznavamo kot svojci, da se oseba odmika, lahko tudi izrazi namero, da bo končal življenje ali pa morda zgolj spregovori o tem, da bi bilo bolje, če me ne bi bilo. Ne? Se pravi, so lahko različni indici, s katerimi oseba nakaže, da namerava storiti samomor. In tukaj bi izpostavil še eno stvar. Tudi če prepoznamo to, se zgodi, da lahko svojci naredijo vse, kar je v njihovi moči, pa oseba še vedno naredi samomor. Ne? Tako da se mi zdi morda na tej točki najbolj pomembno izpostaviti. Želite povedati, da naj ne prevzemajo krivde nase, da te, ki bi morali zaznati, pa niso, ali pa so zaznali, pa so bili prepozni. In so lahko storili tudi pravim. Ja. Ne? Vse, kar je bilo v njihovi moči, kar se mi zdi ob takih trenutkih, sploh ko se pogovarjamo pri mladostnikih, ker takrat je to še bolj izpostavljeno problematično iz naše perspektive, je iskanje krivcev. Iskanje krivcev v medijih, ker s tem zares položimo neizmerno veliko breme, lahko tudi pogosto izjemno krivično na svojce, ki se že tako ali tako sami sprašujejo, kaj pa bi lahko naredili ali pa ne, zakaj nisem na eni točki ukrepal tako ali drugače. In po drugi strani tudi samo poročanje v medijih o samomoru na splošno je področje, kjer lahko naredimo zelo veliko iz perspektive javnega zdravja, torej preprečevanja. Mi vemo, da poročanje o metodi samomora, kraju samomora, o podobnih različnih podrobnostih, morda tudi kakem slikovnem materialu o samomoru in tako naprej, prispeva k tveganju ponovitve med drugimi, ki so morda ranljivi, izpostavljeni tveganju, da bi tudi sami storili samomor. Ne. In po drugi strani lahko komuniciramo varovalno. Ne. Zato smo tudi na Nacionalnem inštitutu pripravili priporočila za odgovorno poročanje in moram reči, da v zadnjih nekaj 10 letih se je tudi kakovost poročanja v medijih v Sloveniji bistveno izboljšala. Koliko pa to spletno nadlegovanje povzroča stiske med mladimi? Jaz nikoli ne bom pozabila, veste, velike evropske akcije, ki je bila posledica samomora 12-letnega fanta na Norveškem, ki so ga njegovi sošolci odpeljali v WC, ga po genitalijah polili z vodo in na svetovnem spletu objavili, da se je pač v šoli polulal. Ta fant tega pritiska ni zdržal. Je naredil samomor, 12 let star fant. In takrat sem začela malo več tudi, rekla, zdaj strokovno spremljati, ampak sem bila pozorna na to vrstne zapise v medijih. Kako pa je v Sloveniji s tem? Prav gotovo. Prispeva pomembno. Ne? To okolje je drugačno, kot je bilo okolje, v katerem smo mi odraščali. Morda smo bili nadlegovani, trpinčeni v šoli, ampak smo se vrnili v domače okolje, v sosesko, blokovsko naselje, kjer smo bili sprejeti popolnoma drugače. Smo imeli prostor, da se umaknemo iz tiste vloge in zaživimo neko malce drugačno življenje. Še vedno seveda obremenjeni in nam je lahko bilo neprijetno. Ne? Danes, ko se to preseli na splet, nas pa to spremlja v bistvu neprestano, ne? In je doseg drugačen. Zbrisati je težko, potem, ko je enkrat na spletu. Ja. Pri koncu sva, gospod Vinko, a lahko za konec morda kakšno pozitivno misel, ne? Koliko napredka v teh 10 letih, kar se vi ukvarjate s to problematiko, smo v Sloveniji dosegli, vendarle verjetno ni vse tako črno, če sem vas prav razumela, pomoči dovolj na razpolago. Bo treba še kaj narediti na čakalnih vrstah, ampak stroka je verjetno v Sloveniji napredovala in še napreduje. Se motim? Ne, vsekakor. Mislim, da smo v Sloveniji v zadnjih letih naredili kar precejšnje pospeške. Bi rekel, da ne samo korakamo, da skoraj tečemo naprej, se tudi spotaknemo kdaj, tu pa tam. Tudi v stroki. Tako. To spada zraven. In vsekakor se dela na večji dostopnosti do pomoči. Dela se ogromno na razvoju in tudi izvajanju različnih programov preventive, krepitve zdravja, duševnega zdravja. Bi pa izpostavil tudi to, da se drugače pogovarjamo o duševnem zdravju. Je stigme manj?
Stigme je tudi manj, vsekakor je še zelo prisotna, ampak je vedno manj. En tak zelo lep primer delanja skupaj s skupnostjo, tudi z osebami, ki imajo duševne motnje, ki imajo izkušnjo življenja z duševno motnjo, je Festival duševnega zdravja. Letos, 23. maja, ga tretjič izvajamo pod vašim častnim pokroviteljstvom v Kopru. In to je en tak dogodek, kjer v bistvu predstavimo različne izvajalce, organizacije, uporabniška društva in druge, ki so prisotni na področju duševnega zdravja. Ponudimo številne delavnice in predavanje, kjer lahko obiskovalci izvejo, kako obvladovati tveganja na spletu, kako pristopiti k nekomu, ki ima morda težave s pitjem alkohola in podobne teme. Skratka, sodelovanje Nacionalnega inštituta za javno zdravje z nevladnimi organizacijami je dobro? Vsekakor. Super. Nekaj pozitivnega za konec, vendarle, spoštovani gospod Vinko, najlepša hvala, ker ste se odzvali mojemu povabilu spregovoriti o tako zelo pomembni temi. Morda premalokrat na tak način o tem govorimo, ampak vendarle danes sva, sem vam hvaležna. In če nekako povzamem ta najin pogovor, zagotovo je pomembno, da si vzamemo čas zase, za svoje misli, za ljudi okoli nas, opazujmo drug drugega, sploh če se imamo radi. In duševno zdravje je prav tako pomembno kot telesno, tu ni dvoma, zato ga negujmo s prijaznostjo, pogovorom in skrbjo zase. Če in ko se soočimo s težavami, se o njih pogovorimo in če je potrebno, poiščimo pomoč. Še enkrat najlepša hvala. Hvala vam. Prosim.